Pregovorili bomo o nasilju nad starejšimi ljudmi, oziroma nasilje in starejši ljudi. Se bomo dotaknili tudi malo medgeneracijske problematike z vidika nasilja, tako da bomo poskušali v tem času večplastno obdelati to naše današnje temo. Nasilje nad starimi ljudmi se razrašča v družinah in tudi v ustanovah, ki skrbijo in bdijo nad starejšimi ljudmi, pa ne samo pri nas, ampak tudi po svetu se ugotavlja, da narašča. Pravzaprav se ne ve točno, ali je nasilje dejansko več, ali ga pa zaznavamo več, zaradi tega, ker ga vedno več raziskujemo. Svetovna zdravstvena organizacija je 15. junij razglasila za svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Da to je tudi en tak pomemben napredek v odnosu do nasilja nad starejšimi ljudmi. Slovenija se, tako kot druge članice Evropske unije, sooča z demografskim trendom naraščanja starejših ljudi. O tem govorimo tukaj na inštitutu, zelo veliko publiciramo, tudi tisti, ki se redno udeležujete teh predavanj, to nenehno poudarjamo, da je delež starejših vedno večji, s tem pa seveda je tudi vedno večjem število starejših ljudi ranjeno dostojanstvo in niso deležni tistega spoštovanja, ki jim pripada. To je ena od osnovnih človekovih pravic, pravica do osebnega dostojanstva, do spoštovanja. O tej ranjenosti starejši ljudje velikokrat ne morejo, nimajo prilike spregovoriti. Zakaj ne, takole, če na hitro damo en improviziran odgovor na dlani, najpogostejši vzrok je v tem, da so tisti, ki povzročajo nasilna dejanja, praviloma svojci. Ljudje, od katerih so stari ljudje odvisni. Svojci so tisti, ki izvajajo največ nasilja nad starimi ljudmi. Od fizičnega do psihičnega, kar se kaže kot poniževanje, izsiljevanje, grožnje, nadziranje, nasilno hranjenje. Veste, to je tudi oblika nasilja. Nasilno hranjenje. Staremu človeku ne paše hrana, to je pri starejših zelo pogosto, pa potem svojci vztrajajo, pa moraš, pa če tudi je recimo v terminalnem obdobju že, ali pa ga še vedno si.